Dragi otroci, lepo pozdravljeni na glasbeni urici s policijskim orkestrom. Pa za začetek razjasnimo, kaj policijski orkester pravzaprav je. To je profesionalni pihalni orkester, sestavljen iz vrhunskih akademskih glasbenikov, ki svoje poslanstvo opravljamo v modrih uniformah slovenske policije. Naše glavne naloge so izvajanje glasbe na najrazličnejših koncertih, protokolih, proslavah, obeležitvah. Naše delo pa zajema tudi operativne naloge uniformiranih policistov. Orkester na koncertih izvaja skladbe mnogih različnih zvrsti, od priredb znanih klasikov, težkih skladb modernih skladateljev, preko zabavnejših žanrov, kot so jazz, swing, funk, pop in celo rock, pa vse do opernih arij in popevk, kjer pogosto sodelujemo z odličnimi znanimi pevci. Na koncu koncertov pa vselej nadvse radi zaigramo in zapojemo koračnico Tratata, tratata, zdaj igra naša muzika. Protokol je naša druga dejavnost, ki se dogaja ob visokih obiskih predstavnikov drugih držav. Na primer predsednikov, premijev, celo kraljev in kraljic. Tako pomembne goste naš državni vrh sprejme z vojaškimi častmi, za potrebe katerih se postroji slovenska častna četa, ki jo sestavljajo pokončni fantje, vojaki gardne enote Slovenske vojske ter člani in članice policijskega orkestra. Naloga orkestra je, da sprejem počasti s himno Republike Slovenije ter himno gostujoče države. Nato pa s koračnico pospremimo goste, da pregledajo častno četo. V nadaljevanju pa vam bodo sedaj naši glasbeniki in glasbenice predstavili svoje inštrumente, da se boste pobliže spoznali s policijskim orkestrom. Pozdravljeni, moje ime je Dušanka. Danes vam bom predstavila enega od najstarejših inštrumentov, flavto. Sestavljena je iz 3 delov, glave, telesa in noge. Na njo pa igramo tako, da jo držimo po strani z obema rokama in pihamo na posebej oblikovani odprtinici, ki se nahaja na glavi flavte. Telo flavte ima 14 tipk, katere pritiskamo, odpiramo in zapiramo, ter s tem spreminjamo višino tona. Družina flavt vključuje prično C-flavto, pikolo, alt in bas flavto. Je najvišji inštrument med pihali, samo pikolo še igra višje. Proizvaja zvok, ki je lahkoten, jasen in prodoren. Pozdravljeni otroci! Oboa je pihalni inštrument iz lesa in zapletenega kovinskega mehanizma. Črne barve je zaradi lesa grenadila, pravijo mu tudi črni afriški les in je res temno rjave do črne barve. Zvok proizvajamo z pihanjem na dvojni trsni jeziček, ki ga izdelamo iz bambusa. Prednike oboje zasledimo že pri starih Grkih in Rimljanih, seveda so to bili enostavni leseni inštrumenti z luknjicami. Današnjo obliko je oboa dobila v 17. stoletju, izdelana je bila v Parizu. Pozdravljeni, moje ime je Nejc in v policijskem orkestru igram klarinet. Uvrščamo ga med pihala, ker zvok proizvajamo s pihanjem. Klarinet je sestavljen iz 5 delov, iz ustnika, na katerega je z objemko pritrjen jeziček, ki se zatrese, ko pihnemo in s tem prepričamo klarinet, da zapoje. Naslednji del je soček, to zgornji del trupa s tipkami, spodnji del trupa s tipkami in odmevnik, ki ponese zvok v dvorano. Najbolj pogosto se uporablja sopranski klarinet oziroma B-klarinet. Za nižje tone in melodije se uporablja basovski, za najvišje melodije pa poznamo S-klarinet oziroma As-klarinet.
Sedaj, ko smo malo spoznali klarinet, pa poslušajmo, kako skupaj zveni kvintet klarinetov. Lepo pozdravljeni, sem Barbara in igram fagot. Fagot je leseno basovsko glasbilo iz družine pihal. S kontrafagotom, ki zveni oktavo nižje, se dopolnjujeta v pihalnih in simfoničnih orkestrih. Fagot lahko poslušamo tudi v manjših komornih zasedbah ali kot solistični inštrument. Sestavljen je iz okoli 2,5 metrske dvojno zavite cevi. Njegovi deli pa so škorenj, krilo ali malček, basovnik, odmevnik, kovinski jez in ustnik, v katerega pihamo. Fagot se je razvil iz piščali, današnjo obliko in veljavo kot solistično glasbilo pa je dobil v 70. letih 19. stoletja. Pozdravljeni otroci! Inštrument, ki ga držim v roki, se imenuje saksofon. Saksofon spada med pihala, saj v njega pihamo tako kot v klarinet. Pred več kot 170 leti ga je izumil Adolf Saks, zato tudi ime saksofon. Saksofon je sestavljen iz 3 delov. Največji del inštrumenta je trup, kjer so pritrjene zaklopke, na katere pritiskamo različne tone. Malo manjši del se imenuje vrat, na katerega je pritrjen najmanjši del saksofona in to je ustnik. Če hočemo, da se iz inštrumenta kaj zasliši, je na ustnik potrebno namestiti jeziček. Poznamo več vrst saksofonov, v orkestru pa uporabljamo 4. Tisti, ki mogoče spominja na klarinet, se imenuje sopranski saksofon in zveni najvišje. Malo večji se imenuje alt. Še večji, ki ima malo ukrivljen vrat, se imenuje tenor. Ostane nam še saksofon, ki proizvede najnižji ton. To je bariton saksofon. Pozdravljeni otroci, predstavil vam bom trobento. Trobenta med vsemi trobili lahko igra najvišje. Sestavljena je iz ustnika ter 3 tipk oziroma ventilov in zavite cevi, ki se zaključi z odmevnikom. Je zelo vsestransko uporaben inštrument, saj ga najdemo skoraj v vseh stilih glasbe. Jasno je, da je trobenta pomembna članica velikih simfoničnih in pihalnih orkestrov ter big bandov. Pogosta je tudi v narodno-zabavnih ansamblih, v latino bendih, v pop glasbi, v različnih balkanskih trobilnih skupinah in še drugje. Trobenta je plemenito glasbilo, ki spremlja dramatične in veselja polne dogodke v zgodovini človeštva. Pozdravljeni otroci! To je rog.
Spada v skupino trobil in je poseben po tem, da ventile pritiskamo z levo roko, odmevnik pa držimo z desno in je obrnjen nazaj. Je eno najstarejših glasbil, saj so že v prazgodovini naši predniki trobili na živalske rogove, od tu tudi ime. Sestavlja ga ustnik, zavita cev, ki meri do 5,5 metra, ventili ter odmevnik. Hornist v kovinski ustnik vnaša zrak tako, da vibrira z ustnicami in v ustnik in tako rog zatrobi. Med ljudskimi glasbili poznamo rogove brez ventilov, kot so signalni, poštni, lovski in alpski leseni rog. Prve ventile so izumili leta 1815. Do leta 1900 se izoblikuje današnji rog. Rog s svojimi izrednimi lastnostmi izraža mehkobo in nežnost, hkrati pa tudi pompozno in glasno igranje in je tako most med pihali in trobili v orkestrih. Ena lepših je gospa, ki v zadnji vrsti se baha. Ustnik daj glas in moč, da z odmevnikom pojoč čez potek nam zaigra tiho ali glasno za dva. Ker trombon ime je tuje, se pozavna imenuje. Če pozavna bi letela, bi bila letalo. Ker pa ni krmila tipk, je lahko padalo. Nizek ton grmenja strah. En visok oblaček plah. Ker vam je gotovo všeč, še kvartet ne bo odveč. Beseda evfonij izvira iz grške besede eufonium in pomeni sladek zvok. Barva zvoka eufonija izmed vseh inštrumentov najbolj spominja na barvo človeškega glasu. V Sloveniji besedo eufonij poznamo tudi kot bariton. Bariton pa največkrat nastopa v pihalnih orkestrih in narodno-zabavnih ansamblih. Tuba spada v družino trobil, v njej je največja, najtežja in najglasnejša. Uporabljamo jo v vseh različnih žanrih glasbe. Kontrabas je največje in najnižje zvenečo godalo. Na kontrabas lahko igramo s prsti ali z lokom. V policijskem pihalnem orkestru je kontrabas edino godalo, ki pa svojo vsestransko uporabnostjo posega vse žanre od klasike, džeza, bluza pa do ljudske glasbe. Dragi otroci, dobrodošli še v čudovitem in pestrem svetu tolkal. Kot že samo ime pove, so to inštrumenti, na katere praviloma tolčemo. Verjamem, da ste marsikatero tolkalo že videli in slišali, danes pa vam bomo pokazali še kakšno novo. In ker je tolkal zelo veliko, smo jih za lažje razumevanje razdelili v 3 skupine. Prva teh 3 skupin so drobna tolkala. Lahko jih tolčemo enega ob drugo, jih stresamo, zvok iz njih izvabljamo z drgnenjem, ali tolčemo po njih z leseno ali kovinsko palico. Mnogokrat pa skladatelji tolkalcem za igranje predpišejo tudi oponašanje zvokov iz narave.
Druga velika skupina tolkal so bobni. Ti imajo na obod z ene ali obeh strani napeti opni. Razlikujejo se po velikosti in obliki oboda. Največji je koncertni veliki boben, sledi mu cela vrsta srednje velikih bobnov, kot so tomtomi ali konge, in pa manjši bobni, kot so mali boben, manjši tomtomi in bongosa. Če nekaj bobnov iz vsake od teh skupin združimo, dodamo še nekaj činel, dobimo komplet bobnov ali baterijo. Tak komplet uporabljamo v glavnem v zabavni glasbi in ga igra samo en tolkalec. Prav posebna vrsta bobnov pa so pavke. Kotlasta oblika oboda omogoča ojačan in dalj trajajoč zvok, zato mu lahko določimo tonsko višino. S posebnim mehanizmom za napenjanje opne s pedalom pa lahko to višino tona spreminjamo. Na pavke igramo s posebnimi udarjalkami, ki imajo na lesenih ročajih glave iz klobučevine. Tretja skupina tolkal so melodična tolkala. Ta imajo na okvir po sistemu klaviature pritrjene kromatično uglašene ploščice. Nanje torej lahko igramo melodije. Najmanjše teh melodičnih tolkal so zvončki. Imajo kovinske ploščice, ki zvenijo najvišje in najprodornejše. Drugi predstavnik melodičnih tolkal s kovinskimi ploščicami je vibrafon. Večji je od zvončkov, zato zveni nižje. Pod ploščicami pa ima cevi ali odmevnike. Ti zvok ploščice ojačajo. Pri vrhu v ceveh so nameščene lopute, ki se lahko vrtijo in pri tem ustvarjajo vibrato, po katerem ima vibrafon tudi ime. Ksilofon ima pa lesene ploščice. Nanj igramo s tršimi udarjalkami, zato je njegov zvok prodoren in zmore preglasiti še tako velik orkester. Marimba je največje melodično tolkalo z lesenimi ploščicami. Zvok je zaradi tanjših ploščic veliko mehkejši od ksilofona. Ojačajo ga ti veliki odmevniki pod ploščicami. V zadnjih par desetletjih se je zelo uveljavila kot samostojno koncertno glasbilo in velja za kraljico melodičnih tolkal. Tako, inštrumente smo sedaj dobro spoznali in čas je, da nam vsi skupaj nekaj zaigrajo. Tokrat posebej za vas v glasbeni pravljici.